Pozdravljeni. Pričenja se nov vikend svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi tokrat v uvodnem prispevku si bomo ogledali vse značilnosti in zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti velike nagrade Združenih držav pričele. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost obrnili k samim lastnostim proge v Austinu, v tretjem bomo nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. A opazili ste, da prispevki so kot običajno objavljeni z dnevom zamika. Namreč dirka za veliko nagrado Združenih držav bo na vrsti nekoliko pozneje za naš evropski čas. In zato, da ne bo pomote, bodo prispevki objavljeni v petek, soboto, nedeljo in ponedeljek zjutraj. Ne pričakujem, da bi kdo izmed vas čakal na primer 2. uro zjutraj, da bi sam pripravil prispevek. Zato sem se odločil, da bodo zadeve pripravljene približno v času zajtrka. Ko boste vstali, boste imeli na razpolago vse tisto, kar običajno je objavljeno. A lotimo se našega prispevka s tisto znamenito veliko nagrado Združenih držav iz preteklosti. V Združenih državah smo imeli ogromno dirk Formule 1, a treba je poudariti, da vse niso nosile naziva velika nagrada Združenih držav. Tudi danes ni tako. Videli smo že veliko nagrado Miamija, videli bomo veliko nagrado Las Vegasa in podobno je bilo tudi v preteklosti. A tu se bomo ozrli na tiste dirke, ki so nosile ta prestižni naslov. Vrnili se bomo v leto 1980. Takrat velika nagrada Združenih držav je bila na znameniti progi Watkins Glen. In takrat je bila ta dirka zadnja na koledarju, 14. po vrsti. In za naslov sta se takrat borila Alan Jones v Williamsu in Nelson Piquet v Brabhamu. Seveda v sezoni 1980 smo imeli tudi drugo dirko v Združenih državah. Veliko nagrado Združenih držav Amerike zahoda v Long Beachu, Kalifornija, a danes ne bo govora o tej dirki. Bilo je kar nekaj presenečenj. Prva ta, kdo je bil najboljši na samih kvalifikacijah. Bruno Giacomelli z Alfa Romeo 179. Namreč pri ekipi Alfa Romeo, takrat pravi konstruktor, ki je izdelal motor in šasijo, so v sezoni 1980 imeli veliko tragedijo. Umrl je na testiranju Patrick Depailler, eden izmed najbolj znamenitih voznikov tiste ere. In prav ta najboljši štartni položaj Giacomellija je nekako bil posvečen temu znamenitemu francoskemu vozniku. Kar se tiče Francozov, velika nagrada Združenih držav je bila pomembna tudi zaradi naslednje prelomnice. Alain Prost v svoji prvi sezoni je na petkovem prostem treningu doživel nesrečo. V McLarenu, in res, Alain Prost je začel svojo kariero Formule 1 v McLarenu, je zletel iz proge in takrat z glavo zadev v sam volan. Seveda, leta 1980 varnostne razmere v bolidih Formule 1 so bile rahlo drugačne kot danes. In zaradi tega udarca, zaradi lažjega pretresa je Alain Prost izpustil samo dirko. A odločil se je še za nekaj drugega. Namreč zapustil je McLaren in presedlal v tovarniško ekipo Renault. In od tistega trenutka naprej njegova kariera je šla samo navzgor. Na dirki smo videli, kako je Bruno Giacomelli iz najboljšega štartnega položaja povedal,
in približno po 20 krogih je imel že več kot 10 sekund prednosti pred vsemi zasledovalci. A v ozadju je bilo bolj bistveno to, kaj se dogaja z že prej omenjenima Alanom Jonesom in Nelsonom Piquetem. Carlos Reutemann, moštveni kolega Alana Jonesa, je vršil velik pritisk na Piqueta. In zgodilo se je okrog 26. kroga, da so pnevmatike na Brabamu Piqueta enostavno popustile, nekaj, kar se je dogajalo pri mnogih drugih prisotnih na sami progi. In ko so pnevmatike Nelsona Piqueta praktično izgubile oprijem, je Nelson zletel s proge, na robniku poškodoval dno svojega bolida in nato odstopil. Alan Jones v tistem trenutku je matematično postal svetovni prvak v sezoni 1980 in to je bil prvi naslov za ekipo Williams med vozniki in prav tako so osvojili naslov tudi med konstruktorji. A Alan Jones po svojem karakterju ni bil nekdo, ki bi se kar tako zadovoljil. Namreč iz ozadja je začel pridobivati mesto za mestom in na koncu dirko končal kot prvi. In to je bil lep zaključek sezone, ki ga je videla zmeraj tam med najboljšimi in praktično nam pokaže del karakterja tega znamenitega Avstralca, ki ga pa mnogi navdušenci današnje dobe sploh ne poznajo. Alan Jones je bil zmeraj izjemno bojevit, nikoli ni popustil in zmaga je bilo tisto, po kar je prišel na progo. Videlo se je na primer leta 1980, kot tudi naslednje leto, leta 1981, ko je na zadnji dirki zmagal, nato zapustil Williams, ampak s to zmago v bistvu zapravil naslov svetovnega prvaka med vozniki njegovega moštvenega kolega Carlosa Reutemana. A o tem kdaj drugič. Zaradi varnostnih razmer je bila to zadnja velika nagrada Združenih držav na progi v Watkins Glenu, ki je aktivna še danes, na primer v kategoriji NASCAR. A poleg tega zadnja dirka tudi za Emersona Fittipaldija in Jodija Schechterja v Formuli 1. Torej, dirka, ki se jo vsaj po mojem videnju velja nekako spomniti. A velika nagrada Združenih držav je tokrat na progi v Austinu oziroma Circuit of the Americas. In Pirelli je izbral pnevmatike C2, C3 in C4. Če pogledamo malce lastnosti proge, bomo takoj videli, da pravzaprav se vrednosti v vseh kategorijah gibljejo pri številki 4, torej nad povprečnimi obremenitvami. Edini dve kategoriji, ki v navednicah izstopata, sta oprijem samega asfalta in seveda zaviranje. V obeh kategorijah imamo vrednost 3. In čeprav bi lahko dejali na prvi pogled, da gre za izjemno predvidljivo progo, bi vas rad spomnil na nekaj podrobnosti, ki so po mojem osebnem videnju bistvene. Namreč takoj po štartu imamo na približno 200 metrih razdalje dvig proge za 22 metrov. Torej, vozniki vozijo navzgor. In to je ena izmed karakteristik te proge. Druga je asfaltna površina. Proga v Austinu je zgrajena na močvirnatnem območju in se, podobno kot na primer Interlagos v Braziliji, poseda. Asfalt je običajno zakrpan in površina ne daje tistega oprijema, ki bi si ga vsi želeli. Zato tudi ona vrednost 3, ki sem jo omenil pred kratkim. Če pogledamo minimalni predpisan tlak Pirellija, bomo videli, da nič takega in nič čudnega. 23 funtov na kvadratni palec na prednjem paru koles, 20 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Previsni kot, 3 stopinje na prednjem paru koles, 1,75 stopinje na zadnjem paru koles.
In tu vidimo malce večjo razliko, ampak če pogledamo grafični prikaz, kako trpijo pnevmatike, nam bo takoj nekaj jasno. Vidimo, da tako pri vzdolžnih kot prečnih silah bolj trpi zadnji pogonski par koles. Prednji ne toliko, ampak ne smemo pozabiti, da tako prednji kot zadnji par pnevmatik je pod velikim pritiskom. In tu, čeprav smo na prejšnjih velikih nagradah govorili o ravnotežju, bi lahko dejali, da pravzaprav na progi v Austinu trpijo tako prednji kot zadnji par pnevmatik. Nimamo nekega prenosa iz prednje osi na zadnjo in obratno. A na progi Circuit of the Americas smo videli v zadnjih sezonah, da je bil Red Bull tisti najboljši. Bo tako tudi letos, bomo seveda ugotovili skupaj. A bistveno si je pogledati tudi, kakšna je vremenska napoved. Seveda smo v Teksasu in tu kakšnega dežja ni za pričakovati. V petek sončno, temperature med 15 in 35 stopinj Celzija, v soboto rahlo oblačno, temperature še zmeraj visoke med 17 in 35 stopinj Celzija, medtem ko bodo oblaki v nedeljo za dirko za veliko nagrado rahlo zakrili sončne žarke, zato bo najvišja temperatura nekoliko nižja. Gibale se bodo temperature zraka med 18 in 26 stopinj Celzija. Podatek, katerega ne smemo zanemariti, predvsem po tistem, kar smo videli v Katarju. Čeprav tu drugačne mešanice, malce manj ekstremne temperature, ampak še zmeraj lahko pričakujemo kakšno presenečenje, predvsem v soboto, ko bo na vrsti sprint. In videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na letošnji veliki nagradi Združenih držav Amerika. Kar se tiče uvodnega prispevka, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.